ker je profesor dr. Irena Avsenik Nabergoj nenadoma zaradi te podaljšane zime dobila tako hud prehlad, da je domala izgubila glas, so se dogovorili, bom jaz prebral njen referat, ki je v zasnovi daljši, kakor je pusten čas za predavanje 20 minut, zato bom vzel, da bo v drugem delu na Podobe Judov v izročilu slovenskih molitev, tako kot se glasi tega predavanja. Takoj naj tukaj poudarim, da je toliko bolj zanimiva, ker je dejstvo, da je starejših slovenskih molitev zelo veliko, zbrane so v različnih zbirkah, pa drugo dejstvo, da se v različnih tipih pogosto pojavlja negativna podoba Judov, pa kljub temu še nihče doslej ni tega opazil. Iz publikacij ni razvidno, da bi opazili, kako Judov predstavljajo te molitve. Pa najprej glede zbirk. Slovenija ima v primerjavi z drugimi narodi zelo bogate zbirke, mogoče da je glede tega v Evropi. V različnih stoletjih, od Valvasorja naprej, so zbirali ljudske pesmi, tudi ljudske molitve. Nekaj teh molitev je v zbirki stoletje. Najpomembnejše zbirke pa so naslednje. Zbirka Vilka Novaka, slovenske ljudske molitve iz leta 1983, ki je nastala na pobudo ali po sodelovanju z družino na podlagi poziva, da starejše molitve pošljejo na uredništvo družine, ki je organiziralo pripravo izdaje. Druga pomembna publikacija je šla leta 2009 etnomuzikologinje Zmage Kumar pod naslovom Zlati oče naš. In potem 2014 od urednice profesor dr. Na podlagi teh možnosti zelo zbirke molitev. Značilna oblika je tako, če naš v tem tipu se najbolj pogosto pojavlja podoba Judov. V pregledu tako nekega opusa slovenskih ljudov in svetnike na Evharistiji in smrt, na je drugo, Irena Avsenik Nabergoj, ki opisuje Kristusa, pojavlja podobo. Veliko teh je našla že pri Štreklu
Novakovi zbirki je 600 novih zbirk, že nekoliko redkejše. Snemem Zlatega oče naše iz začetka moliti vsaj 18 letov vdove. So tisti, ki v središče postavljajo pripoved o Jezusovem trpljenju. Potem imamo tip oblike pogovora, v katerih Marija sprašuje Jezusa, kaj se bo dogajalo z njim vsak dan, je ona odgovarjala. In pripoveduje Jezusu, kaj je sanjalo njegov tip je Marijinim sanji, ki je obdelan tudi v vse podobne molitve te skupine najdemo v njih na začetku Jezus budi spečo Marijo, v številnih molitvah so iskati oboroženi možje in Jezusa prijeli. Te ljudi Marija imenuje Judije ali hudi Judje, hudi Judi pa Hajdi, hudi Judje in pogani, iz nemščine Hajde, ali Judje Iškarjotje, Judje Iškarjoti. Vidimo lahko, da je v tej skupini ime izdajalca Juda Iškarjota postalo splošna oznaka, čeprav je evangelij pri prizoru, ko pride na čelo oporošenca, imenuje samo Juda. Mariji se v nekaterih molitvah tudi sanja, da so Jezusa ukradli 3 Judi, 3 Ajdi, spravi 3 Judje, 3 pogani. To misel vsebuje tudi Marijina legendarna pesem, ki jo poznamo v 3 zapisih Benečije, kar kaže na morebitni vpliv na beneške pesmi in slovenske molitve. V nekaterih molitvah Marija še pove, da se je sanjalo, kako so Jezusa Judje v sodni hiši slekli, preden so mu naložili križ, kako so njega usta in ušesa zamašili z blatom in ga pljuvali v oči, mu kazali jezika in ga cukali za brado, ga tepli železnimi rokavicami, ga bičali ali pa mu s knopci nategnili sklepe. Judje so ga odpeljali na morišče, kjer je bil križ zanj pripravljen 33 let. Nato je bil bičan in s trnem kronan. V 4. skupini so vrstice iz pripovedi Jezusovem trpljenju spletne različne druge vsebinske okvire, kar dokazuje, kako zelo je bil Zlati oče naš zasiden v zavesti naših ljudi. Zdaj pa vprašanje širjenja teh starih molitev, ki jih strokovni trud večinoma imenujejo kot apokrifne molitve, tipa Zlati oče naš, v katerem se Podoba Judov najbolj pogosto ukvarja. In to v širšem slovenskem in evropskem prostoru. Zlati oče naš je na slovenskem večinoma širil ustnim izročilom, podobno kot pesmi. Podatki, ki so jih zapisovalci pripisali besedilo, kažejo, da so ga največkrat posredovali babice, ljudje so se ga lahko naučili od matere, od tete, od soseda v vasi, ali pa so to molitev molili doma. Prenašalci te molitve so bili tudi berači in beračice, ki so prišli v vas in od drugod in dobile prenočišče v hiši. Bolj izjemni primeri so, da si je kdo besedilo zapisal in ga dal drugemu prepis. Novejše raziskave Marije Klopčar iz leta 2020 kažejo, da so legende in druge pobožne pesmi po slovenskem prenašali tudi potujoči pevci, ki so bili revni in ubogi, pogosto tudi slepi. Te pesmi so slepe spremljale na romanjih, po domovih pa so jih pogosto prosili darov za pokrifnimi molitvami.
V nekaterih teh pesmih so kot sovražnik omenjeni Turki in Francozi, a se v njihovih apokrifnih molitvah pojavljajo tudi Judije v negativni luči, to pa še čaka na preiskavo. Vprašanje izvora negativne podobe Judov v slovenskih judskih molitvah. Kot ugotavlja profesor Irena Avsenik Nabergoj, se je raba negativnih stereotipov v Judih skoraj da brez neposrednega stika z njimi v ljudskih pripovedkah in molitvah veliko bolj kot na podlagi osebne izkušnje širila kot odmev na vsesplošno evropsko razprostranjenost negativne predstave o Judih. V nekdanjem življenjskem okolju so se širili spomini, pripovedke in dovtipi o Judih kot o deruhih in pretkanih prevarantih. V verskem okolju pa se je zasidralo izročilo poustvarjanja evangeljske zgodbe o Judih, ki so po izdajstvu Juda Iškariota zahtevali Jezusovo smrt pod rimsko oblastjo in so dejavno sodelovali pri Jezusovi obsodbi in njegovem križnem potu. Na tej osnovi se je v spomin močno zasidrala podoba hudih Judov kot božjih morilcev, ki se trmasto upirajo Kristusovemu nauku, o čemer pričajo številna dela. Korenine prvih besedil Zlatega oče naša segajo v srednji vek, ko je začela naraščati splošna zavest o grešnosti in s tem potreba po pokornosti, ki naj bi jo spodbujalo premišljevanje Jezusovega trpljenja. Od konca 11. stoletja se je začelo širiti tudi čaščenje žalostne Matere Božje kot osebe, ki je soudeležena v Jezusovem trpljenju, saj je po Janezu 19:25 stala pod križem. Morda se oblike Zlatega oče naša, katerih je navzoča Marija, povezuje tudi z besedili svetega Anselma in Bernarda. Morda bi bili tudi tako celo predloga za Zlati oče naš, saj je prvi v obliki pogovora med Jezusom in Marijo, drugo pa v obliki pesemske pripovedi. Z namenom raziskave širšega verskega kulturnega prostora, v katerem so nastali predsodki in stereotipi o Judih, je profesorica Irena Avsenik Nabergoj v zadnjih 5 letih pri Slovenski matici objavila 3 monografije o Judih. Prva zgodovina protijudovstva antisemitizma Evropi 2016, druga podoba Judov evropske literaturi, gledališču, glasbe in filmu 2017 in tretja Trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature 2020. Njene dosedanje raziskave molitev Zlatega oče naše kažejo, da posamezne ohranjene molitve po starosti segajo vse do srednjega veka ter predstavljajo skupno izročilo ljudskih pesmi v Evropi. Množica teh molitev pesmi je razširjena tako v vse katoliške Evrope, od Španije do Poljske, od Irske do Atosa, kot tudi v pravoslavnih deželah, od Srbov, Makedoncev, Bolgarov in Grkov do Romunov, Ukrajincev, Velikorusov. Pri nastanku molitev so verjetno odločilno sodelovale spremembe v cerkvenem življenju, predvsem ustanovitev novih redov, tako cistercijanov in frančiškanov v 13. stoletju, ki so začeli gojiti Marijino čaščenje. Sveti Bernard, ustanovitelj cistercijanov, pa je poleg benediktinca svetega Anselma poudarjal tudi Kristusovo trpljenje in njegovo smrt s svojo mistično smerjo močno in je s tem močno pospešil njuno čaščenje v najrazličnejših oblikah. Od novih redov visokega srednjega veka so se molitve verjetno širile posredno prek duhovščine in deželah istega kulturnega območja, kar dokazuje sorodnost slovenskih molitev s tistimi pri sosednjih narodih. Politično, družbeno in versko okolje Evrope od visokega srednjega veka naprej nam po presoji profesor Irena Avsenik Nabergoj pomaga razumeti kot motiva Judov kot Jezusovih mučiteljev v ljudski pesmi in molitve ter utrditev stereotipov, ki so razvidni
iz navedenih primerov v slovenskih ljudskih molitvah. Ko so Judje v srednjem veku postali privilegirani posojilodajalci, so bili vse pogosteje deležni primeri krivičnih obtožb so se vrstili, še posebej in onačašali hostije. Morda je razlog, zakaj slovenske preprosto tudi ta, da imamo v primerjavi z drugimi narodi na voljo veliko večji obseg zbranih molitev, ki dajo ta vtis. Dosedanji pregledi dostopnih molitev tipa Zlatega oče naše pri različnih narodih, na primer v Italiji, Srbiji, Bolgariji, Romuniji, Grčiji, Bolgariji in Rusiji, na Poljskem, Makedoniji in drugod, namreč najdemo podobne motive Zlatega oče naša, le da je okolje Jezusovega pasijona postavljeno v druge dežele. Na to, na primer, kaže različne imena njihovih rek in gora. Ob iskanju primerljivih zbirk ljudskih molitev v drugih evropskih deželah, profesor Irena Avsenik Nabergoj ugotavlja, da očitno noben evropski narod nima na voljo toliko načrtno zbranih in objavljenih ljudskih molitev kot prav slovenski. Iz tega razloga je možnost primerjalne študije v razmerju do ljudskih molitev drugod v evropskih deželah, glede na izvor medsebojne vplive precej omejena. Toliko primerjalnega gradiva pa imamo na voljo, da zanesljivo lahko ugotovimo razširjenost vsebinsko in oblikovno zelo podobnih tipov motivov v celotnem evropskem katoliškem in pravoslavnem kulturnem in verskem prostoru. In za sklep, ker je bila Evropa do 15. stoletja duhovno še precej enotno območje, morda niti ni pomembno, v katerem okolju se je Zlati oče naš izoblikoval. Ko je prišel med ljudi, so se ga prisvojili in je s tem postal del izročila. O tem pa Irena Avsenik Nabergoj meni, vprašanje pa je, koliko je bila negativna podoba Judov v ljudeh ponotranjena in koliko so v resnici sploh mislili na resnične Jude, do katerih bi čutili odpor, koliko pa so jih morda potrebovali le kot nasprotje Jezusovega darovanja na križu za grehe ljudi, da bi na ta način lahko še bolj sočustvovali s trpečim Jezusom in njegovo sočutno materjo Marijo. Tako, hvala.